Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo šli na pozitivna sporočila. Ja, tale mlaj je bil juhej. In če se vam ta trenutek dogaja juhej, da vidimo, kakšna sporočila so za vas tukaj, kaj vam sporoča stvarstvo, kar je prav, da ozavestite. Ja, da vidimo. V glavnem, ja, tale zadnja luna se mi zdi, da meče in da je marsikoga manj šejkala in da je pometala, ja, še in še kaj. Dajmo pogledati sporočila s kart prehod v novo dobo. Ta prva, pozitivna. Naslednji korak. Tebi pripada sreča. Zasluži si jo. Zaslužiš si ljubezen, zaslužiš si obilje vsega dobrega. In pogosto se zgodi, ko nam stvarstvo želi dati obilje vsega dobrega, da najprej v obraz pomeče vso temo, vse, kar ni dobrega. In narediš lahko samo en korak naenkrat in to je dovolj. Zaupaj. Vse, kar mora priti v tvoje življenje, prihaja samo in lahkotno. Zdaj pa kaj prihaja v tvoje življenje? In mogoče pomisliš, kaj prihaja? Težave, odnosi, prepiri. Mogoče ti življenje kaže, kje imaš še vedno temne dele sebe, kje je tista težava. In je mogoče neka travma iz otroštva, mogoče se počutiš, da so te postavljali na zadnje mesto. Kaj je tisto, kar ne sodi več v tvoje življenje? Tukaj ne govorim, treba se znebiti nekih odnosov, treba se znebiti, nekih sorodnikov ali pa kakšne službe, ampak kaj je tista čustvena prtljaga, ki ne sodi več v tvoje življenje, ker delaš prostor novemu. Čakajo te ljubezen, obilje in radost. Noben razhod ni enostaven. Vsakič, ko se reže popkovina, je bolečina prisotna na obeh straneh. Ko je čas za razhod, naj se zgodi. Zavedaj si, da si varen tukaj in zdaj. Mogoče se zdaj vprašate, Minka, kaj to pomeni ločitev? Ne vem, kaj je v tvojem primeru. Kaj to pomeni? Naj sorodnike postavim nekam, pošljem nekam. Ne vem, kaj je v tvojem primeru. Kaj ne naredim, novo službo najdem? Nimam pojma. Ampak, če te odnosi preizkušajo, pomeni, da je čas, da ozavestiš rane, ki so tam zadaj. Komu je potrebno odpustiti? Na katerem področju ne izražaš resnice? Na katerem področju čutiš, da nimaš več moči, da enostavno potrebuješ reči, v redu je, sprejmem, v redu je. In oddih. Brez slabe vesti si lahko vzameš čas samo za sebe. Samo zato, ker se imaš rada, ker se ceniš in je čas, da nafilaš svoje baterije. No, zdaj pa s čim bom kartikala, boš filala svoje baterije. Srce ti govori, kaj je ta trenutek najbolje zate. Odpiraš vrata novemu. Dobrodošlo. In tudi s hvaležnostjo to sprejmi. Zdaj, pred kratkim sem delala prostor novemu. In prav tisto, a je to normalno? Enostavno odnosi okrog mene so bili tako intenzivni, da enostavno si rečeš, halo, pač to ni v redu. In mi je življenje kazalo sliko, da pač niso vsi na isti vibraciji kot jaz. In to ne pomeni, da sem jaz nek tam gor, lebdeči, pa tako naprej. Ne, ampak, da ljudje, ki popivajo, niso zame. In je v redu. Ljudje, ki grejo žurka na žurko, niso zame. In je v redu. Veste, gre se za to, da sprejmemo, da pač nismo vsi enaki. In da, tako kot če gledamo zgodbo grdega račka, ki se je zvalil med račkami in so ga vse tiste race in goske kljuvale in so mu govorile, da je grd in tako naprej. Pač ni bil ta pravi jati. In to je vse v redu. In ko se je on umaknil samoto, tam
se je razvil v tisto pravo vrsto. In potem je najdel, srečal svojo vrsto. Ker čas je za veselje. Veseliš se lahko vsakega dne. Dovoljuj, da ustvarjalna energija napolni tvojega duha. Delfinčki, radost, smeh. No in zdaj poglej, kaj nosi radost v tvoje življenje. Kaj je tisto, kar ti prinese tisto notranje veselje? Dovoljuj, da ti duša poje. Vsak dan lahko opaziš 1000 radosti, ki razveseljujejo tvojo dušo. Veselje do življenja je čustvena naravnanost. Kako so ptice vesele novega dne? Kako se dojenček že zjutraj veseli? Kaj pa ti? Si že zjutraj vesela, ker si živa? Si vesela, ker imaš streho nad glavo, ker imaš kaj za obleči in ker je poskrbljeno za tvoje osnovne življenjske potrebe. Kaj ti polni energijo? Če ne najdeš dobre energije pri ljudeh, pojdi v gmajno in objem drevo. Pojdi k vodi in vanjo zmeči kamenje svoje bolečine. Pojdi na vrh planin pa tuli. Daj ven to, kar te bremeni. Daj ven. Zadnjič sem govorila z eno gospo in je rekla, a pa ti misliš, da kar ena meditacija bo rešila vse težave? Sem rekla, ja, molitev dela čudeže. Molitev dela čudeže, ko vnašaš svetlobo v svoje energijsko polje, ko odpustiš ljudem, ko se te ranil, ko enostavno sprejmeš dejstvo, da si duša izbere točno take lekcije, ki jih zdaj daje skozi, takrat se enostavno razbremeni tvoje energijsko polje in takrat začne tvoja duša drugače prepevati. In prosi nad angela Uriela, naj čustveni strup zapusti tvoje telo. In dovoli, da te vodijo angeli, ker angeli so tu, ki te slišijo. Bodi v sebi mirna. In tvoja zavest se dviga na višjo raven in je v redu. Poveži se z energijo kristalov in tebi se vsak dan rojeva nova energija. In ta nova energija je tista, ki je povezana z drugo frekvenco. Z drugo frekvenco in ta frekvenca je povezana s svobodo. Ampak kje ti občutiš svobodo? Svoboda, ki si jo daješ, ker se ti je mogoče nekje v otroštvu zgodila krivica. Mogoče si daješ kletko, ker nekoč davno nazaj si verjela v energijo ljubezni, pa si se poročila z nekom in potem energija ljubezni ni zrasla, ne raste, je prerasel, plevel vse skupaj. In zdaj, kaj boš zdaj naredila? Kaj boš naredila? Daj si svobodo skozi to, da rečeš v redu, grem plet to nivo. Nič ne bom samo se delala, da tukaj ni plevela, ampak bom šla po plet to nivo in bom okopala in posadila in naredila svoje življenje cvetoče polje, rodoviten vrt. Ne bom objokovala nečesa, česar ni. Ne. Čas je za tvoj razcvet. Kaj vpliva na to, da ti cvetiš? Mogoče za začetek zaupanje, da je vse prav, da točno to potrebuje tvoja duša, da je čas, da oprostiš komu za kakšno zadevo, da enostavno zaupaš, da stvarstvo ima velike načrte za tebe in je čas, da greš naprej in čas je, da začneš razumeti, da energije življenja delujejo za tebe in ti želijo dati vse to, kar tvoja duša potrebuje. Poglej si to slikco. Onkraj iluzij. Kdo si ti kot duša? Kdo si ti kot duša? Vsaka gosenica, ko gre v to bubo, ko začne razpadati ta sistem celic, jaz mislim, da to vsako gosenico boli. Ko te celice razpadajo in se formira nova gmota. Jaz sem 100%, da tudi gosenico boli
transformacija iz gosenice v metulja. In ko ti delaš svojo notranjo transformacijo, to boli. In če te zdaj ta zadnja luna, ki je bila močna, te je popeljala do tistega, da je pometal ven najbolj globoke rane in poskušaš na strn način rešiti tiste težave, ne bo šlo. Ti potrebuješ novo energijo. Nova energija je pa povezana s tem, da se zavedaš, da imaš vse moč, da lahko narediš spremembo, da pogledaš v to, kaj si potlačila, da pogledaš vse to, kar je globoko v tebi in začneš se zavedati, da to je energija, ki teče po tebi. In če boš v jezi, v zameri, v krivdi, lahko sledi samo še bolezen. A rabiš to? Ne rabiš. Čas je, da začneš cveteti od znotraj. Čas je, da nehaš sebe zavajati. Vsi smo bili ranjeni. Ni človeka, ki se mu ni zgodila krivda v življenju. Ni človeka. Ampak prav skozi to razumevanje mi gremo v svobodo. Zato je tako pomembno, poglej svoje bolečine. Tam, kjer je tvoja bolečina, tam leži zaključevanje, kot neke sestavljanke, zaključevanje sestavljanke. In to pomeni, da sledi samo še nekaj lepšega in boljšega. Tako. Ta video je kratek. Postavim kmalu nov video, ko sem čutila, ker tale lunca, zadnja lunca je bila kar močna. Tako da, zdravilna molitev dela čudeže, če vidiš, da na fizični ravni ne zmoreš več, podpri si telo, Pro-Vitality Plus, daj kakšen šejk vzem, naredi nekaj, da zmoreš, predvsem pa čustvena bolečina, ki je zataknjena, tista te vleče navzdol. In je čas, da pogledaš, kaj te vleče navzdol, pa boš videla. Vse bo boljše in vse bo lažje. Tako da verjemi, pomoč od zgoraj, ker Bog ima tako lepotilni salon, kot zdravilno kliniko. Bog ima vse to. Zato je tako pomembno, da se povežeš s svetlobo, z angeli, z Bogom, z virom. Vse to že imaš v sebi, ker si ljubljeni otrok stvarstva. Vse dobro ti želim in zaupaj v pomoč od zgoraj.